Kdaj kot avtomobilist najbolj uživam? Takrat, ko se mi nikamor ne mudi. Takrat, ko ni gneče na cesti in ko v bistvu sploh nimam nobenega cilja, ko točki A in B sploh nista pomembni. Ko se grem peljat v bistvu samo zaradi užitka, kar se pa žal zgodi zelo redko. Ko se pa hočem imeti ta prav avto, recimo električni križanec s kupejevsko streho. Ne, nikakor, nekaj takšnega mora biti. BMW Z4. Preden smo ga zadnjič dvignili, me je Matej vprašal, če bomo vzeli Z4 Roadster ali Z4 Coupe, pa nisem hotel biti nesramen, ampak Matej, Z4 Coupe ne obstaja več. Če sem malo žleh, to je Toyota Supra. Kakorkoli, ampak tole je Z4 in tale je prenovljen. Česar pa sem prepričan, vi ne bi opazili, če vam ne bi povedal. In to mi je v bistvu všeč. Še vedno izgleda privlačen, še vedno ne deli mnenj, pa še vedno ima običajne kljuke, kar pomeni, da vam ga lahko pokažem tudi noter. Evo, takšen je. Huda barva, ne? No, sicer pa skoraj identičen tistemu pred prenovo. Dober, kakšna malenkost je že drugačna, ampak osnova je še vedno stara. In to pomeni, da imam na voljo en kup fizičnih stikal, kar mi je zelo všeč. Evo, tukaj za klimo, pa za radio, pa na volanu jih je en kup. Multimedijski sistem je tudi še prejšnji, zato je vse skupaj bolj pregledno, kar je po svoje kar hecno, ampak stara BMW-jeva šola je očitno boljša kot nova. Tole okolje je nasploh perfektno, sedi in super, nič mi ne manjka. Ok, mogoče veter v leseh, ampak to lahko 1, 2, 3 rešim. Ok, mogoče jaz ne lih 1, 2, 3, no. Moram v Turčijo en teden ali pa 2, da zrihtam. Takole, pritisnem na gumb, počakam 10 sekund, pri čemer se lahko peljem do 50 km/h, pa naj se užitek začne. Kapa na glavo pa zato, da mi ne razmrši vse te moje bujne frizure. Za začetek se moram kar malo posuti s pepelom, ker sem pri testu podobno zmogljivega BMW-ja M240i rekel, da je tole najbolj vozniški BMW na trgu. Pa ni, tale je. Za začetek je skoraj 30 cm krajši, 10 cm je nižji, pa še širši je obenem. In tudi precej lažji, čeprav s 1640 kg mase je v bistvu lahek samo za današnje standarde. Vse skupaj pa pomeni, da se pelje naravnost fantastično. Res, tako lahkotnega BMW-ja nisem peljal že dolgo časa in z njim res uživam. Aja, kapa. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. Ker je pogon zadaj, zna konkretno pomigati z ritko, čeprav Z4 vseeno ostaja lepo predvidljiv in ni zahrbten. To je pomembno. Zvok je hud, poraba ni pretirana, lahko je v bistvu med 9 in 10 litri na 100 prevoženih kilometrov, no pač pri nas ni. Pri nas je slabih 12, ampak je sama poraba v bistvu precej nepomembna. Kot je konec koncev nepomembna tudi cena avtomobila. Kdor si ga lahko privošči, naj si ga, ker je res, res dober. In prav veliko tekmecev tudi nima, če ste radi vidni, potem je tole pravi avto za vas. Res, vsak tip se obrne za mano, mislim, za avtom. Upam, se mi zdi.